Pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s Klavdijo Verlak, ki z nami deli iskreno svojo zgodbo o izgorelosti. Klavdija, vsaka trpka preizkušnja v svojem jedru nosi tudi darilo. Kakšno darilo je tebi prinesla izgorelost? Prinesla mi je mehkobo, več razumevanja do sebe, več časa preživetega na prostem, nekako bolj uravnoteženo delovanje, se pravi, znam si zdaj bistveno več vzeti časa zase. Prinesla mi je prijatelje na nek drugačen način, kakršne sem imela recimo prej. Na nek način zelo drugače gledam na življenje in to neko samospoznavo, ne? Samospoznavanje, ne? To je samospoznavanje, to, da dejansko gledaš na svet okrog sebe kot tvoje ogledalo, kot neka vrsta, ja, kot tvoje ogledalo, kot odsev tebe. In ko ti nekaj v tistem odsevu ni všeč, da zdaj vem, da v bistvu moram začeti pri sebi. Sebi graditi, torej najprej pogledati vase, ugotoviti, zakaj se ti to zrcali in potem narediti spremembo. Tako. Glejte nas na Ljubljana TV v oddaji Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da ste danes z nami, saj bomo spoznali izjemno žensko, ki svojo zgodbo odpira pomembne teme izgorelosti, notranje vrednosti in moč spremembe. Klavdija Verlak je predavateljica, mentorica in podjetnica. Svojo poklicno pot je začela kot korporativna vodja, dokler je pred dobrimi 7 leti ni doletela izgorelost. Izkušnja, ki je postavila pred temeljit premislek o življenju in delu. Ta prelomnica jo je vodila na pot, kjer se je posvetila osebnostni rasti ter iskanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Danes pomaga posameznikom iz poslovnega sveta pri doseganju bolj uravnoteženega in izpolnjujočega življenja. A predvsem je Klavdija ženska, ki je iskreno spregovorila o tem, da za izgorelost ni kriva služba, temveč notranja ranljivost, nizka samopodoba in močna potreba po potrjevanju od zunaj. Iskreno sem vesela, da je danes z mano. Klavdija, zato srčno dobrodošla. Hvala lepa, Suzi, za povabilo. Se zelo veselim pogovora. Tudi jaz. Tvoja zgodba se me je res globoko dotaknila, ker je odsev marsikatere ženske, ki se je ujela v tem prepričanju, da moramo se nenehno razdajati in nenehno delovati. Zakaj meniš, Klavdija, da smo ženske ujete v tem vzorcu? Jaz mislim, da je to ena kombinacija tega, kjer smo odraščale in kako smo bile vzgojene. Mislim, da je v naši kulturi tako zelo prisotno to, da moramo biti dobre, super, krasne, čudovite ženske, ki moramo imeti hišo pospravljeno, v službi moramo biti super, če imate družino, morajo biti otroci speglani in vse mora biti krasno. Hkrati pa ne smemo nikoli biti šibke, ne smemo pokazati, da smo nemočne, Bog ne daj, da bi pokazali, da rabimo pomoč, da bi se pa usedle sred dneva pa počivale, to je pa sploh prepovedano, ne? In se mi zdi, da tukaj so vse ti razlogi. Jaz, če me poslušajo tisti, ki me poznajo, vedo, da jaz nisem obsedena s tem, da bi morala biti popolna recimo doma, hkrati pa imam veliko potrebo po tem, da sem pa izredno storilna v službi. In tudi zato je en razlog, se bomo mogoče še kasneje malo od tega dotaknili, ne. Tako da vsak ima eno področje, se mi zdi, na katerem hoče biti, ne vem, 150%, pa mogoče nekje, kjer je malenkost malo manj. Zdaj, če nimate slabe vesti zaradi tega, ker ste nekje malo manj, je to super. Če pa imate še slabo vest, zato ker na določenih področjih ne dosegate svojih visokih standardov, ste pa na dobri poti za izgorelost. Kakšna je bila tvoja samopodoba pred izgorelostjo? Samopodoba je bila zelo taka, ni bila lih pozitivna, no, ne rečemo tako, a ne. Samopodoba je, se mi zdi, ena taka stvar, ki si jo ti gradiš preko mladostništva, ne, od otroštva naprej. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se
mame in očetje zavedajo tega, kako se vzgajajo, še posebej deklice, pa tudi seveda fantki, ne, od malega naprej. To ne pomeni, da jim je treba pustiti vse, kar hočejo, ampak da jim vseeno nekako gradimo neko zdravo samopodobo. Ne. Moja samopodoba ni bila lih najboljša, pa daleč od tega, da bi jaz zdaj kaj krivila svoje starše. Delali so maksimalno, kar so znali. Ne morem reči, da sem, ko sem začela to svojo pot raziskovanja, da sem isto tako razmišljala. Veste, kako je, ko začneš najprej raziskovati v sebi, najprej pokažeš prst v vse, ki so bili kakorkoli vključeni v to. Vpleteni v to zgodbo, tako, ne? Ja. Ne, vsi so bili krivi, zakaj niso tega, zakaj niso onega. Potem pa v enem trenutku dejansko prideš do tega, da si rečeš, ok, to je zdaj to. Zdaj sem pa že odrasla in lahko prevzamem odgovornost za svoje stvari tudi v svoje roke. Ne? Ko enkrat presežeš neka določena leta, si dovolj star, da lahko svoje odločitve zase sam sprejemaš in potem ni več nekako, pač ni več potrebe potem, da bi iskal krivce nekje drugje, ampak potem si že sam odgovoren zase. Ne? Tako da, ne vem, a sem odgovorila na vprašanje. Ja, v bistvu tudi samopodoba izvira iz naše primarne družine. Zagotovo vsi imamo neki primanjkljaj, ki ga nam starši niso mogli dati iz razlogov, ker ga tudi oni niso dobili. In ko prideš potem v neko tako raziskovanje do neke točke, kjer se recimo neka zgodba zgodi, tako kot pri tebi izgorelost in začneš raziskovati, ugotoviš v bistvu, kako je to vse povezano, ne? Ja, ampak stopiš preko potem, ko prevzameš, sprejmeš svojo zgodbo in prepoznaš, da lahko pelješ naprej drugače, ker si zdaj ti odrasel človek, ne moreš zgodovine, preteklosti ne moreš spremeniti, lahko pa od tu naprej narediš boljše. Ampak kakšen je bil tvoj življenjski slog? Kako je tvoja nizka samopodoba in ta vzorec dokazovanja vplival tudi na tvoje odločitve? Se pravi, kot sem rekla, ne, jaz sem dost se posvečala temu, da bi bila v službi pač super, truper dobra. Ne? In to pomeni, da prostora zame, kot zame, tukaj niti ni bilo kaj veliko. Iskreno moram reči, da jaz tudi v bistvu nisem vedela, kaj bi počela s časom sama zase, ker nisem vedela, kaj bi počela sama s sabo. Ne? Tako da sem se zelo fokusirala na to, da sem probala biti najboljša, da probaš napredovati v službi, delati kariero, biti najbolj pametna, najbolj glasna, najbolj uspešna. Pač to je nekako tisti neki notranji drive, nekaj notranjega te žene, da se ne znaš ustaviti preprosto. Da pač si ne znaš reči sebi ne, svojim željam ne, drugim ljudem ne. In to te potem res pelje. In nekaj časa je super, ne? Nekaj časa si res ful uspešen, ti ratuje in to. Pa v nekem trenutku začneš biti zelo utrujen, vedno bolj in vedno bolj. Ne? In znaki se hitro pokažejo, ampak ko si ti v tistem notri, jih sploh jih ne vidiš, ne razumeš, sploh ne dojemaš. Lahko kvečemo razumeš to kot, aha, to je kritika name, ne vem, nisem sposobna, ne zmorem, kaj pa zdaj, ne, moram še malo stisniti, še naprej. Ne vem, delam 10 ur, ne bom delala 12 ur, delam 5 dni v tednu, ne bom delala še vikend. Ne? Zakaj bi imeli praznike? Dajmo še za praznike malo. Tako, to so neke take vzorci, ki se mi zdi, da se kar ponavljajo. No? Dejansko je ta perfekcionizem, nezmožnost reči ne, pretirana ustrežljivost so tisti ključni poganjalci tega našega večnega delovanja, ki nas pa potem pelje po spirali navzdol, torej najprej k utrujenosti, potem k eni izžetosti in nazadnje tudi zgrmimo v to izgorelost. In seveda napajajo pa te poganjalce vedno vzorci, ki jih dobimo zaradi nizke samopodobe, zaradi okoliščin, v katerih smo odraščali, družba, in se sami sebe postavimo pod en nenehen pritisk, ki mu pa potem nismo kos. Ampak telo in duša pa vendarle ves čas opozarjata, izgorelost se ne zgodi od danes na jutri. Kateri so bili tisti subtilni znaki, ki so te opozarjali, da se nagibaš daleč čez varovalno mrežo? Sitnost. Najprej sem ratela sitna. Se pravi, nič mi ni pasalo, kar naprej se pritožuješ, ne vidiš nič lepega okrog sebe. Vsake stvari vidiš nekaj negativnega, zato ker si preutrujen. Ne moreš spati,
utrujen zelo, probaš iti, ne vem, probaš vse živo, ne gre, ne moreš zaspati, se zbujaš sred noči, si konstantno nekako zmatran, hkrati si pa tega ne priznaš. Ne? Ja. To je bilo recimo meni prvo, ne? Preden so se potem začeli tudi čisto fizične stvari. Ne vem, jaz sem imela, moja šibka točka v telesu je zagotovo prebavni sistem, se pravi, sem imela s prebavno vedno težave. Ne? In tukaj se tudi prvo pokaže, če je z mano nekaj ni v redu, je ali sem zaprta ali pa imam drisko. Ne? To je ena od teh stvari, se vedno pojavita. In to so recimo stvari, ki jih opaziš potem pri sebi. Torej, sigurno vsak od nas ima en del telesa ali pa neki del našega imunskega sistema, ki je najbolj šibek. In tam se vsaka taka stvar najprej pozna. Pozna se v bistvu na fizičnem nivoju, torej telo začne reagirati, pokaže ali glavobol, ali želodčne, ali prebavne težave, motnje spanja. Na čustvenem nivoju začnemo biti verjetno torej sitni, nezadovoljni, jezljivi, nepotrpežljivi. Mentalno najbrž tudi, mogoče več megle, manjša koncentracija. Tako, mentalno je tako, da jaz sem recimo lahko zelo skoncentrirana kar precej dolgo časa. In ko si ti navajen, da imaš ti koncentracijo, ne vem, lahko uro, 2, 3, ne vem, 5, čez vikend, v noč in tako, pa enkrat tega več ne zmoreš, ker pač možgani odpovejo, ne spomniš se besed, govoriš, zmanjka, dobiš črno, blank, čiste, prazno sliko. Se malo zamisliš, kaj je narobe. In zdaj, če si v fazi, ko nisi še nič razmišljal o sebi in ko nisi še nič ozavest o svojih nekih vzorcev, se lahko hitro počutiš, da si slab. In to je tista spirala, ki se mi prav potegne dol. Ja, čez varovalo, ker se v bistvu tudi, če zaznaš vse te simptome, se dejansko siliš naprej v delovanje. Panika rata, panika. Ne zmorem, ne, to ne smem, treba naprej, treba izdržati. Je treba vzdržati. Midve bova zdaj naredila en kratek predah in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj, drage gledalke in cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes Klavdija Verlak iskreno deli svojo zgodbo o izgorelosti. Klavdija, kako si se počutila v tistem trenutku, ko si pa res prišla do točke preloma, ko si videla, da ne gre več nikamor? Super bi mi bilo, če bi zdaj lahko rekla, da sem vnaprej vedela in da sem se pravočasno ustavila. Nisem se. Se pravi, zgodilo se mi je čisto tako, da sem bila v službi in sem padla skupaj. In ko so me odpeljali na urgenco, smo tam ugotovili, da sem totalno zdehidrirana. Tam so me nafilali z fiziološko tekočino, to je bilo že pač prvi del. Potem sem šla domov, peljala sem se iz Kopra do Ljubljane, na vso silo sem rekla, ne cesto zmorem. Sama še? Seveda, sama. Sem prišla domov in potem sem se ulegla in se nisem mogla vstati več, tako naslednje 3 dni. In to je bil meni čisti šok. Ko ugotoviš, kako je telo, ko ne more, dejansko ne more. In ko rabiš pomoč, iti na WC, recimo, in ko pač nič ne zadržiš v sebi, ko res si nemočen. To je bil kar šok, moram reči, ni mi bilo to fajn. In to stanje je trajalo potem več kot pol leta, tako da sem se jaz počasi birala, pa da sem lahko dejansko samostojno šla. V avto se nisem usedla nekaj mesecev, ker nisem si zaupala, da se bom dejansko lahko kam peljala. Ta res taka čisto nemoč, to je trajalo recimo 2-3 dni. Potem sem pa začela iskati pač pomoč in se prav spomnim, ko sem šla do zdravnice. In so naredili razne teste, ne vem, kri, vodo, EKG, skratka vse, kar ti naredijo. Nič ni bilo narobe. Fiziološko, načeloma je bilo vse v redu. Ampak je bilo očitno, da pač jaz nisem v redu. In potem sem šla takrat prvič na bioresonanco in tam je pa potem ta gospa povedala, da je tako, če ti delaš laboratorijske teste in jih delaš za vsako stvar posebej, iščeš posamični kriterij, ni šlo nič čez. Ker pa so vsi čisto pred tem, da grejo čez in ko se tole vse združi, telo ne zmore več in dejansko ga pač naredi reset, Tako.
In jaz sem potem hodila na bioresonanco zelo redno. Prvih nekaj tednov, mislim, da prvi teden po mojem vsak dan, potem, ne vem, 2-krat na teden, pa potem 2-krat na mesec, pa potem 1-krat na mesec, da sem spravila k sebi telo tako, da sem lahko normalno funkcionirala. Ker največji problem je bil ta, zakaj sem dejansko dehidrirala, je bilo zato, ker sem imela drisko in se tega sploh zavedala nisem, da je moje telo v bistvu sproščalo preveč tekočine je šlo iz telesa, ne? In to je trajalo mesece, ampak jaz sploh, ker pač jaz sem tako, ne, to pri meni je pač to tako in nisem sploh šla za tem, da je s tem kaj narobe. In zdravnica moja ni znala ustaviti tega, dali so mi neke tablete, ker so rekli, tole vzami, da boš vsaj en dan brez teh procesov. Je rekla, ampak več kot en dan ti pa jaz teh tablet ne upam dati, ker to ni zdravo za telo, ne. No, bioresonanca je to pozdravila v enem tednu, da se je potem začelo neko ravnovesje vzpostavljati v telesu. Potem so me dali seveda na dieto, potem, ko sem čez 2-3 tedne lahko začela dejansko hoditi po hiši, sem začela malo hoditi ven. Takrat moram reči, če ste oseba kot sem jaz, ki vse lahko naredi sama, ne, je to zelo težko, ker takrat nisem mogla nič narediti sama in sem prvič v bistvu bila prepuščena temu, da dovolim nekomu, da pride in mi pomaga pri nekih stvareh. Tako da to je bil recimo tudi en takšen nauk tega obdobja, ne, ker pač, če si navajen, da si za vse sam in da ti zmoreš vse sam. Si taka močna ženska, ne, ki nima nobene ranljivosti, ki vse vedno doseže, je to... Je kar težko, ampak hvala Bogu, res moram reči, takrat so mi stali ob strani ljudje, ki so bili res super. Tako da nekaj sem že delala prav v življenju, da imaš potem take ljudi takrat, ko jih rabiš, da dejansko so tam in da ti pomagajo, da greš čez to, da stopiš čez to obdobje. Pravijo, da izgorelost sname človeku vloge, nazive, položaje, status, vse zunanje oznake in ostaneš gol. A si ti sebe sploh poznala? Pred tem zlomom si sploh vedela, kdo Klavdija je? Mislila sem, da vem, kdo Klavdija je. Se pravi, jaz sem sebe vedno videla kot pač poslovno žensko, ki je nosila visoke pete, bila zelo odločna, pametna, sposobna, ne. In potem, ko ti tam ležiš v postelji, pa se ne moreš premakniti, to v bistvu sploh nima veze s tabo, ne, kdo ti si in kaj bi ti zdaj, ne. Tako da, zanimivo je tudi to, da ta finalni akt te izgorelosti se ni zgodil takrat, ko sem jaz bila v centru vsega tega dogajanja. Zgodil se je takrat, ko sem jaz bila že nekaj časa v bistvu na samostojni poti in sem se začela počasi malo v bistvu sproščati, ne. In takrat je telo imelo pravzaprav čas, da je reklo, ok, zdaj pa, ne, zdaj boš imela pa pauzo. Ker prav vidim sama pri sebi, se pravim, jaz sem zdaj že veliko naredila na sebi, ogromno enih delavnic šla čez, pa ne vem, še vedno hodim na psihoterapijo, kjer se o določenih vzorcih pogovarjamo. To je pač, se mi zdi, da nikoli končana zgodba, ko ti odkrivaš sebe, to je se mi zdi, da najboljše potovanje, ki se ga lahko pač privoščiš, ne. Ampak je pa tako, da pač takšen si, kot si, ne. In če imaš rad, da so stvari narejene, če imaš nek žar v sebi in te vodi nekam, da bi ti to naredil, pa ono naredil. In jaz sem vizionar, jaz imam rada veliko stvari. Veliko stvari naenkrat in pozabim, da pač dihaj, umakni se, umiri se. In vedno znova se znajdem v bistvu v situaciji, ko se rečem, ok, spet si malo šla čez, dajmo se malo umiriti, ne. Tako da to je pač neka stvar, ki odvisno pač tega, kakšen karakter si, imaš vedno bolj sam s sabo, ne. Kako si se torej začela na novo spoznavati v tistem času? Nekaj si se že dotaknila, ne, ampak kako si se res začela spoznavati na novo? Začela sem tako, da sem šla kako se temu reče, kot model, ampak ni kot model, enemu zelo dobremu prijatelju, ki se je takrat treniral za coacha. In on je potreboval prostovoljce, ki bi bili njegovi coachiji, kako se temu reče, mentoriranci. Tako. No, in za začetek tega smo šli na eno testiranje, kjer so naredili teste, pisali smo jih 4 ure in tako, in na koncu dobiš pač en rezultat na A4 formatu, ki ga še vedno hranim in ga bom po moje nekoč dala v okvir,
Zato, ker je bil tak ena odskočna deska za vse to, kar se je kasneje dogajalo. Ne? Tisti A4 papir je povedal eno stvar, ne? Zelo odločna, uspešna in ciljno orientirana, ko se gre za druge, ko se gre zase, nič, tako nula. Ne? Najbolj me je pa v bistvu presunil en rezultat, ki pa sploh nisem mogla dojeti, da je to res, ne, je pa to. Ceni sebe, od 10 točk sem zbrala 3. In tiste bilo meni tako, pa valjda ne, no, skratka, ja. Takrat sem tako začela in moja prva naloga, ki sem jo takrat dobila, je bilo to, da sem morala napisati dnevnik, v katerega sem pisala 6 stavkov, ki so bili pozitivno usmerjeni in so v bistvu v pozitivni luči predstavljali mene. Ali pa recimo stvari, ki sem jih danes naredila in pač nekaj, kar mi je bilo všeč, pa v nečem, kar sem se dobro počutila. In jaz teh 6 stavkov nisem skupaj spravila skoraj 3 tedne, ne? Dokler nisem poklicala tega svojega prijatelja po 3 tednih, enkrat zvečer in rekla, veš kaj ti, zdaj te imam pa poln kufer, kaj si ti meni tu dal za eno nalogo, ne? Jaz tega ne moram napisati, kaj hočete zdaj od mene, to se ne da. Ne? In se on začne smeti, pa je rekel, jaz sem te čakal, da boš prej poklicala. Ne? Tako da je točno vedel, kje se bo začelo. No in tukaj sem nekako začela, ne? Neko prepoznavanje sebe, da sploh vidiš, kaj ti je všeč. Se ne, da ti ne veš, kaj ti je všeč, ampak v resnici to delaš zelo nezavedno. Ne? Iščeš stvari, imel bi stvari, posedoval bi stvari, imel bi... Zunaj iščeš, ne? Tako. To zadovoljitev, to praznino, ki v bistvu tudi je razlog tega vsega dokazovanja in nenehnega delovanja je, da iščemo nekaj, s čimer bomo zapolnili praznino. Ampak iščemo jo zunaj. Tako. Namesto noter, ne? Tako. Ja. In ti sploh ne veš, zakaj si hočeš imeti, ne vem, labutan čevlje. Kaj ti bodo te čevlje, razumeš? Neudobni so. In imela sem jih obute 2-krat, ne? Ampak imam jih, ne? In še danes jih imam, ampak danes so simbol nečesa drugega, ne? Ja. In se mi zdi, da ta trenutek, ko ti začneš spoznavati, kdo si ti v resnici, kaj imaš ti res rad, kaj imaš res rad oblečeno, katere barve tebi pašejo, ne katere ti pašejo po barvni lestvici, ampak katera tebi sede. Ne? Na dušo. Tako, kateri barvi se ti dobro počutiš, kakšne moraš imeti prostor okrog sebe, da boš zadovoljen. Jaz sem takrat tudi že imela sicer psičko in sem takrat zelo veliko začela hoditi ven, se pravi, ženska iz hlač na črto pa s petami se je prelevila v žensko v škornjih pa supergah, ki so prej bile leta in leta nedotaknjene, potem sem začela pa jih hitro uporabljati, ker sem bila več veliko zunaj. Popolnoma druga oseba, brez make-upa, ne vem, začela sem kuhati več, drugače začneš skrbeti zase. Drugače začneš živeti, ker je naredi res reset in začneš se na novo spoznavati. En kratek odmor bova naredile in se vrnemo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj, drage gledalke in cenjeni gledalci, oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Klaudijo Verlak o tem, kako smo ženske ujete v vzorcu nenehnega delovanja in razdajanja. Klaudija, kdaj si ti prepoznala, da si pa vendarle vredna bolj nežnega načina življenja? Ko sem začela hoditi na razne izobraževanja, delavnice, še eno stvar bi mogoče rekla, ne, se pravi, eno stvar narediš na fizičnem nivoju, začneš se drugače hraniti, hodiš bolj ven. Eno stvar delaš na mentalnem nivoju, se pravi, da čistiš malo, opazuješ svoje misli in gledaš, kako boš razmišljal. In eno stvar je pa zagotovo treba se tudi dotakniti, to je ta duhovni vidik sebe. Ne. Brez tega se mi zdi, da ni trajne spremembe, dokler ti tega dela ne sprejmeš ali pa začneš sprejemati, pogledati malo z druge strani, tudi nase, se spremembe ne zgodijo. No, zakaj sem to povedala? Na teh duhovnih delavnicah sem se jaz srečala z poznavanjem arhetipov, ki zelo veliko odprejo poti v sebi, opisa. Začneš se razumeti. Jaz sem oseba, ki mora razumeti, zato da lahko potem nekaj tudi sprejme. Spremeniš, ne? Pa sprejmeš, pa spremeniš. Tako. Če ne razumem, zakaj se gre, jaz nisem oseba, ki bo lahko sledila nekomu ali nečemu, ki mi bo rekel, kaj ne delam, to pač pri meni ne gre. Ne? Upornica se oglasi, ne? Tako, najstnik, čisti, vse kontra. Ne? Tako da to je bilo recimo ena stvar in tekom teh izobraževanj, energetske tehnike sem se učila, sem tudi zdravilka recimo z energetskimi tehnikami in to so vse stvari recimo, ki jih nekako potem delaš, recimo kristali so mi pomembni in tako. Ne? No in tekom tega sem začela pisati tudi veliko in začela sem pisati tako, da sem pravzaprav delala parodijo nase, ker je pač to tudi meni blizu, in sem začela pisati o moderni pepelki.
In tako sem se ponovno srečala s pravljicami. Od nekdaj sem imela rada pravljice, skozi sem jih brala, obožujem jih. No in tako sem začela pisati o moderni pepelki, ki pač služi drugim, se poznamo zgodbo pepelke, ne? Dokler me enkrat na enem predavanju, ki ga je predavala ena čudovita predavateljica, Kathleen McGowan, če boste imeli priložnost prebrati, njene knjige so fantastične, vsaka ženska bi jih morala poznati. In je ona govorila o izročilu Marije Magdalene in je omenila pravljice. Mimogrede, pač en stavek je povedala in meni je naredilo klik, ne? In sem jaz začela gledati na pravljice zelo drugače. In glede na to, da sem že prej primerjala svoje življenje z pravljicami, recimo z zgodbo pepelke, sem potem to pripeljala na en popolnoma drugačen nivo, recimo. Če povem čisto na primeru, zakaj je pepelka. Torej, pepelka je deklica, ki jo poznamo iz zgodbe, ki je pač bila zapostavljena, z njo so precej grdo delali, in je morala veliko stvari v bistvu narediti, da je na koncu našla svojega princa, in živela srečno do konca svojih dni. Zdaj, mi lahko to zgodbo gledamo na to, kot da je to zgodba od zunaj, da mora priti nekdo drug, da nas reši. Jaz sem pa celo to zgodbo postavila noter vase. In sem rekla, ok, če sem jaz, če cela pepelka in vsi liki v pepelki se zgodijo znotraj mene, kaj to potem pomeni? Se pravi, če sem jaz pepelka, moja mačeha je nekdo od zunaj, je zunanja avtoriteta, ki mi govori, kaj naj delam, kdo sem jaz in koliko sem vredna. Koliko jaz tej zunanji avtoriteti verjamem. Hudobni sestri so moji notranji glasovi, moji notranji kritiki. Z desne in z leve strani mi prišepetavajo, kdo naj bi jaz bila, kdo jaz nisem. Popolnost in podobno, ne? Tako. Pepel, ki ga imamo, pepel je in kurišče, ognjišče, je nekaj, kar je center doma že od nekdaj. In tudi recimo naš notranji tempelj je nekaj, za kar ženske pač moramo skrbeti in to je naše notranje ognjišče. In zdaj, kakšen ogenj mi kurimo, kaj delamo s pepelom? Jaz pepel razlagam kot nalepke, ki si jih nalepimo ali pa so nam jih drugi nalepki in v kateri mi verjamemo. Se pravi, kakšna si ti, si, ne vem, moraš biti pridna mama, pridna sestra, dobra uslužbenka, si, ne vem, dobra prijateljica in kaj se to pomeni? To so te oznake, ki jih izgovorila tudi sname. Tako, absolutno, mora jih sneti, ker drugače ne prideš ven. Točno to. Moraš jih pogledati. Potem, če pogledamo recimo, ne vem, dobra vila, če pogledamo klasično tole ameriško verzijo te pepelke, je vedno imamo nekoga, ki je na naši strani. Vedno je neka dobra vila. Samo, ko smo mi takole globoko v svojih težavah, običajno teh ljudi ne vidimo. Gledamo samo tiste ljudi, ki smo si jih postavili na nek pjedestal in jim sledimo in mislimo, da nas tisti dotični ljudje morajo potrditi, ker drugače nismo nič vredne. In ko odkrijemo, kdo so te ljudje in kaj mi v bistvu od njih iščemo, in običajno boste najdli te ljudi vedno tam, kjer vas največ kritizirajo. To so tisti ljudje, ki smo jih same postavili na pjedestal in jih sledimo in rečemo, ti me moraš potrditi, ker če me točno ti ne boš potrdil, jaz nisem nič vredna. Zadaj za tabo je lahko 100 ljudi, ki ti pravi, pa ti si super. Ampak v bistvu se boš na tistega enega, ki pač predstavlja neko avtoriteto, ki ga hočeš ti prepričati na silo, da si ti vreden. Tako. Če pogledamo zgodbo Pepelki, je točno bilo tako. Dokler ni prišlo povabilo na ples, dokler ni želja po spremembi tako močna, da ti narediš nekaj kljub temu, kar ti tvoja avtoriteta reče. In takrat se začne sprememba. In takrat pride dobra vila. Takrat se zgodijo stvari. Premik se naredi. Premik se naredi. Ampak Pepelka je mogla sama narediti akcijo. Pepelke ni nišče peljal na ples. Sama je mogla priti do tja. Imamo dve verziji Pepelke. Ena je klasična Disneyjeva, ki jo vsi poznamo, da je pač dobila obleko in tako naprej. Ampak to so v bistvu potem tisti pomočniki, ko se že ti podaš na pot, ampak ti moraš se sam najprej podati na pot in želeti si moraš to spremembo. Akcija je v tebi. Najprej se mora zgoditi znotraj tebe in moraš iti čez po isti poti, kot je šla Pepelka. Moraš očistiti svoje ognjišče, pometi pepel zdol sebe, oprati se moraš in seveda moraš prebrati tudi veliko leča in graha iz tega pepela. Leča in grah so naše lastnosti, jaz jih tako razlagam. Pa darovi, pa talenti. Tako. In ti vzameš, torej, tvoja avtoriteta ti vrže lečo in grah v pepel in ti reče, zdaj pa ti to poberi ven. In zgodba je res fantastična, jaz bi o tem lahko ure in ure govorila. Reče, ko ji ptičke pomagajo. Ta zgodba je v bistvu zelo mešanica med tega, kar lahko naredimo sami in tega, pri čemer nam pomaga duhovna plat naša. In to so recimo te ptički, simboli tudi, ker rečejo,
dobra gre v lonček, slaba gre pa v želoček. Aha, točno, v želočku prebavljamo. In kaj je prebavljanje? Ja. Se pravi, srečamo se s tistim, preverimo, ocenimo, a to drži. A to, kar mi nekdo reče, nič nisi vredna, ker nisi pospravila, spet nimaš pospravljene sobe, ko imaš umazano, tukaj imaš prah. A so te nalepkice, ki jih dobivamo, a je to... Si to res ti, ne? Kako ti to pomeni? To je nekdo drug dal iz svojega zornega kota ti nalepko in to ni tvoja resnica. In hkrati ga lahko jemljemo kot, ogledalo, pa si rečeš, a to mene zdaj prizadane? V bistvu me ne, to nima veze z mano, to je nekaj od tega človeka, vrže stran. Dokler na koncu torej Pepelka ne pride do svojega princa, ki spet ni zunanja oseba, ampak je notranja oseba. To pomeni, da ti svojega notranjega princa, svojo notranjo moško energijo zagrabiš in rečeš, skupaj bova naredila spremembo. Notranja moška energija ti da strukturo. In notranja moška energija bo tebe vedno podprla. Samo podprla te bo pač v tistem, kar ti ta trenutek si. In to je bilo meni zelo težko sprejeti. Ko smo vsi govorili, ja, ampak živiš to, kar si, ne to, kar bi ti rada. In to mi nikoli ni šlo v glavo, kaj bi točno to ne bilo. Ampak ko enkrat začneš sprejemati pa spoznavati sebe na takšen način, potem začneš tudi razumevati, kaj to pomeni. Kaj bo tvoj notranji princ, kako se boste poročila, kako boste zaplesala srečno do konca svojih dni. Kaj so tvoji čevlji, katere čevlje boš stopila, kakšne čevlje boš zbrala zjutraj. Boš zbrala čevlje s peto, boš zbrala čevlje, ki so ti fini, ki so ti fajni, a boš zbrala neke, ne vem, stare, zmahane, nekaj, v katere si pač že leta in leta hodiš v njih. Ti je tale način skozi pravljice, skozi arhetipe pomagal tudi pri gradnji samopodobe? Absolutno, ja. Torej, zdaj drugače gradiš oziroma imaš drugačno samopodobo, kot si jo imela pred izgorelostjo? Absolutno. Se mi zdi, da sem do sebe veliko bolj popustljiva, nisem več tako stroga, še vedno seveda imam popadke, ker bi pač morali biti vse super, ampak se znam pravočasno nekako tudi malo ustaviti. Nekako se mi zdi, da se navadiš gledati nase bolj z nežnostjo, tako kot bi gledal na svojo najboljšo prijateljico. Ali pa na otroka, ne? Ali pa na otroka. Ja, ker dejansko ta notranji otrok nas pripelje do nekih škodljivih čustev in vzorcev in prepričanj in v bistvu kriči, pomagaj mi, da pridem ven iz tega. Mi vsi imamo v bistvu našo osebnost grejeno nekako iz treh delov. Iz notranjega starša, iz odraslega sebe in iz notranjega otroka. In cela naša odrasla doba v bistvu stremi k temu, da notranjega starša pa notranjega otroka pripravimo do tega, da v bistvu podpreta našega odraslega jaza. In tukaj se mi zdi, da je taka ena super priložnost, ki jo imamo, če znamo pogledati na svet okrog sebe ali pa na zgodbe, ki nas obdajajo, ki so nam všeč, ki nam nekaj govorijo, da nam dejansko povejo nekaj o nas. Cel naš svet okrog nas je zato narejen, da se mi iz tega nekaj učimo. Točno tako, da se ugledamo, kje lahko še naredimo premike k nežnejšemu načinu življenja, k večji vrednosti oziroma da čutimo, da smo vredni vsega dobrega v življenju. Klavdija, kaj bi svetovala našim gledalkam in gledalcem, ki so še ujeti v tem vzorcu nenehnega delovanja in dokazovanja? Jaz bi predlagala vsakemu, da začne enostavno, da ne komplicira preveč, da se ne postavljajo spet previsokih ciljev, ker jih potem bo spet težko doseči. Da začneš res tako, da si včasih rečeš, zdaj se bom usedla, če si navajena skozi hiteti. Da začneš pisati nekaj dnevnik, recimo, kjer opisuješ stvari, ki so ti všeč, da začneš opazovati malo bolj okrog sebe, kaj ti dejansko paše, da si mogoče kdaj drzneš reči, ne, tega ne bom. Da si kdaj vzameš čas zase, zato ker si ga želiš vzeti zase in da zaradi tega nimaš slabe vesti. Tukaj se mi zdi, da ta neka nežnost do sebe mora nekako iti iz tega ven. Jaz, ko gledam včasih ženske, ki so grobe do sebe z obleko, z frizuro, z besedami, tukaj lahko začnemo vse. Nehajte se zmerjati. Pazite, kako se same s sabo pogovarjate. To je vaš notranji eho, vi to slišite. Zunaj in od znotraj. To je ljubezen do sebe in pot ven iz kakršnekoli težke situacije vedno vodi ljubezen do sebe. Draga Klavdija, jaz sem iskreno vesela, da si bila danes moja gostja in tako
ranljivo podelila svojo izkušnjo izgorelosti, ki v bistvu ni zgodba o izgorelosti, ampak zgodba o pogumu, pogledati vase, predrugačiti svoje škodljive vzorce in zadihati v nežnejši način življenja. Drage gledalke, naj bo današnji pogovor opomnik vsem nam, da nismo vredne zaradi tega, koliko damo ali koliko lahko dosežemo, temveč že preprosto zato, ker smo nosilke življenja. Spoštovani gledalci, hvala, da ste nas gledali tudi vi. Nasvidenje v naslednji oddaji Pristna ženska.